Ja, živijo, evo, spet torek zjutraj in čas za naše torkovo Facebook live druženje. Madona je hitro minilo od prejšnjega tedna, ampak sej ni čudno, glede na to, kaj se mi je zgodilo. Namreč na koncu prejšnjega Facebook live-a v prejšnjem tednu, prejšnji torek, sem omenil, ker sem se hotel umakniti od teh lumparij, ki so se dogajale prejšnji teden, in sem omenil zelo na kratko, da grem morda na eno jadranje, in res sem šel, in to pot je bila spet za mano ena ekspedicija, v bistvu ekspedicija nekaj novega, nekaj zame neverjetnega, in sicer prejadrali smo izredno dolgo pot v izredno kratkem času. In ja, super je bilo in evo, spet sem nazaj in res je hitro minil ta teden. Ampak ni moj namen zdaj tukaj govoriti o tem mojem jadralskem izletu, ne? Ampak, kakor sem gor zapisal, bi rad z vami delil pravzaprav en tisti recept, ki ga itak vsi poznate, a ne? Ampak mogoče ga nekateri ne uporabljajo ali pa ne uporabljate. In sicer recept, kako narediš nekaj, za kar se ti najprej zdi, da je to pa nemogoče narediti. Jaz tega ne morem, tega je preveč, jaz tega ne znam, bla 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 in tako naprej. Zakaj pravzaprav sem danes želel deliti to misel z vami? Zato, ker ravno to moje jadranje je bilo en razlog, da se mi je ta misel pravzaprav pojavila. Spomnil sem se, recimo pred nekimi 13 leti približno se mi zdi, ko sem prvič stopil na jadrnico. Jaz takrat pojma nisem imel, da je to sploh možno, ne, da stopim na jadrnico. Potem seveda nisem imel pojma niti, kaj se dela, kako se dela, da ta jadrnica nekam pride. Za božjo voljo, kako veter piha od tle, mi gremo pa tja, to meni ni bilo jasno. V glavnem, po enem tednu, fantje in punce moji, jaz sem si zapomnil 2 izraza, pa še ta 2 za napačne stvari. In jaz sem takrat rekel, tega pa jaz že ne bom mogel narediti. No, ampak uporabljajoč tisti nasvet, o katerem bi vam želel tole povedati, se mi je zdaj že zgodilo, da sem to naše Jadransko morje prejadral že nekajkrat po dolgem in počez in v letošnjem letu celo naredil 2 take dolge ture, ki so bile res dolge, ne, in so prinesle tudi neko svojo stvar, ampak včasih sem si mislil, da na take dolge ture sploh je brez veze iti. Pa ni. Ampak v glavnem, ne, vsega tega ne bi mogel narediti, če ne bi jaz se tega pred leti potem resno tudi lotil. Se začel učiti, šel na kakšen tečaj, delal to v praksi in tako naprej. In tukaj je v bistvu tisti recept. Treba se je preprosto lotiti, marsikdaj se pa mi ne lotimo stvari, ker je res zgleda tako nekaj nemogočega, to, kar je pred nami, in rečemo, ne, čeprav bi, ampak jaz ne bi. Je pretežko, je preveč in tako naprej. Ampak to je samo en primer to jadranje. Recimo drugi primer, ne, je pa ta moj internetni zaslužek, o katerem itak stalno nekaj blebetam tukaj na tem Facebooku. In recimo to se je pa začelo dogajati pri meni nekih 4 leta pa pol približno nazaj, ko sem jaz prvič pomislil, da bi poskušal uporabiti internet kot prostor, kjer se zadržuje ogromno ljudi, da bi z njim tudi poskušal nekaj zaslužiti. Seveda takrat sem imel jaz eno spletno stran, ki so mi jo naredili drugi, ni imela popolnoma nobenega prometa, pa nič drugega nisem imel. Pojma nisem imel v Facebooku, YouTubeu, nič. Jaz sem uporabljal od interneta v bistvu samo e-mail. Pa še tega zelo malo. No, na kar, če zdaj pogledam malo en rezime, ne, po tem času, ko prideš kot čisti butl nekam, ne,
Evo, imam dve spletne strani, ki sem jih naredil in jih urejam sam, kar mimo grede ni čist noben bav, ne, za nekatere, ki mislijo, da je to visoka umetnost. Govorim seveda o bolj preprostih zadevah, ne o tistih, ki so, kaj zvem, zapletene, imajo cel kup stvari in tako naprej. Že celo jaz sem šel tako daleč, da imam kar nekaj preveč zapletenih stvari skoraj. Imam svojo mailing listo, napisal sem eno knjigo, dal jo natisniti in jo prodajamo, jo dobite na moji spletni strani, mimo grede linki od zgoraj, v njej tudi piše, kako sem se lotil, zakaj sem se lotil, kako se to dela, prav vodič za postaviti svoj posel na internet. In seveda spet vsega tega ne bi naredil, če se ne bi lotil, če ne bi začel in če ne bi potem nadaljeval, se odločil in nadaljeval to učenje, izobraževanje, obiskovanje kakšnega tečaja, prebrati kakšno knjigo, prebrati kakšno e-knjigo in tako naprej. Pa zdaj se sem spomnil nekaj. Kako začne otrok hoditi? Kako začne otrok govoriti? Kako se začne otrok učiti voziti bicikl? Ista stvar, začeti moraš. Samo lotiti se moraš, pa je takrat bilo tudi vse to težko. Ja, pa malo smo imeli pa pomoči, ne? Staršev, bratov, sestra, karkoli smo že imeli na razpolago, stricev, tet, ne vem. Nekdo je mogel to malo pomagati, malo je mogel naučiti. Ne gre to kar tako, ne? Palo s neba, nema. Tako da, ja, recept, katerega sem želel deliti danes z vami, je ta, treba se lotiti, treba je začeti in treba je potem to tudi delati. In pridejo definitivno tudi rezultati. Kakršenkoli je že vaš namen in vaš cilj, to sčasoma vse pride. In da ne bi zdaj v tem lepem junijskem dnevu, ko se sonček kaže na polno, poslušali preveč bla bla, ker tega ste imeli prejšnji teden ogromno, pa mislim, da boste še imeli v nadaljevanju tega ogromno iz drugih strani. Vam jaz pomaham v slovo za en teden in se vidimo naslednji teden v torek ob približno istem času. Imejte se skrajno, lotite se nečesa, začnite nekaj delati in če vas zanima pa, kako zaslužiti na internetu, od zgoraj imate link, prvoščite si tole mojo knjigico, preberite jo in gasa. Čau.